v novi oddaji in pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Konc leta bo, ne? Ja, mislim. Ne prezgodi, ne? Ne. Tole je bilo pa res nekaj nepozabnega letos. Se mi zdi, da še ti mislim, da si že glih včeraj objavil, da za na konc smo pa še en potres dobili, da se nas malo stresa z tega leta. Ni nič prezgodaj za tole končane. Ne, mislim, da je ravno prav čas. Vse sem že večkrat rekel, da letos komi čakam, oziroma zdaj ni tako hecno, ampak če bi rekel pred Božičem, bi rekel, da komi čakam Božiča 2021. No, ampak, lej, ni bilo vse tako črno, kot se zdi, ne? Če nazaj pogledaš. BIM pogovori so preživeli še pač novo sezono, recimo temu, ne? Ali pa novo leto. Konferenco so se odvile, malo drugačen način kot sicer. BIM še zmeri živi ali pa živi še bolj kot prej. Mogoče bo o tem kakšno rekla pol. Tako da videli smo pa tudi nekaj drugega, ne? Tako da se da marsikaj digitalizirati, kar se recimo od 2019 ni bilo niti govora, ne? Jaz bi najprej tam pri podcastu ostal. A res, no? No, ok. Ja. No, mislim, kakor je kaj novega, ne? Ene stvari pa sploh niso, tako da odziva je bilo isto kot prejšnja leta. Kar je tako malo, ne vem, vsaj jaz sem kar malo žalosten. Še posebej, kad recimo te neke uradne statistike ali pa statistike, ki jih lahko pridobiva ali na YouTubeu ali pa sam podcast, niso niti tako slabe, ne? Bomo rekla skoraj, da so kar v redu, ne? Daleč od slabega, so ravno preverjali pred tem snemanjem in jaz lahko rečem, da so kar precej, te številke so kar, no vem, so me malo presenetile, no, ampak da bi pa kdo se kdaj oglasil, to pa bi lahko preštela jih na prste ene roke. Ja, lej, očitno bo treba, veš kaj jaz mislim, da bo treba začeti zadevo nagrajevati, ne, sam še enega primernega sponzorja ali pa dva morava dobiti, pa lahko za kakšen komentar ali pa kaj podobnega, za ideje, dala kakšen tak priboljšek. Ne bom sploh vprašal kakšen, ampak ok. No, druga stvar, ne, kar se pa letos pokazal, je pa to, da lahko mi govorimo o BIM-u ali pa čemerkoli, ampak kritična infrastruktura letos je bila povezava v internet. To pa mislim, da se oba strinjava. Čist in ti imaš slabe izkušnje s tem, jaz imam malo boljše. Sva kar na različnih koncih, še posebej, ko sem ti zadnjič rekel, da te nočem niti živcirati, ko sem dobil SMS od te dvaja, da mi bojo tako malo zastonj povečali hitrost. To moraš vedno še malo soli na to rano utreti. Ampak jaz bi res rad nekoga, ki je razvajen s temi hitrostmi, postavil v svojo kožo, kjer ždim že ne vem koliko mesecev leta 2020 na povezavi 15.1. Robi, ampak prosti, ko sem te prekinil, ne? Ampak sem se pa zadnjič z mojim enim kolegom pogovarjal, ki se zelo ukvarja z mrežam, pa z varnostjo in gor in dol, ne? In je pri enem projektu, ki naj bi pripeljal internet in optiko bolj ali manj v vsako slovensko vas. Ja, to je projekt Rune, a misliš, da ga ne poznam? Jaz ne vem, jaz sem ga eksplicitno vprašal. In manj kolega tam parcela zraven, a to kdaj bo tam, ne? In kaj je rekel? Je rekel, lej, to ti pa težko rečem, ne? Da v bistvu niti sam ne ve, po kakšnem kriteriju se bo to zdaj razvijalo, ne? In kako se bo to širilo, ampak ja. Lahko ti povem vse o tem projektu, ker vem že čisto od začetka za njega. To je Rural Networks of Europe, ne? In to je v bistvu neko javno-zasebno partnerstvo in zdaj kopljajo te kable, polagajo tam gor nekje po Prekmurju in ne vem kje, ne. Se pa mislim, da odločajo predvsem na to, koliko so krajevne skupnosti ali pa občine pripravljene sodelovati, pa kje še ni take penetracije, ne. In tu pri nas je pač nažalost tako, da je Celje bilo eno prvih, ki so ga pokrili z ISDN, če se še kdo spomni ISDN-ja, ne. To je pa že res 20 let nazaj. Z ISDN omrežjem, ki so ga potem nadgradili za ADSL-jem za internet, ne. In od tam naprej se ostavili, ne. Potem smo pa pozabljeni v času in prostoru in nihče se tega noče
dotakniti, ampak kar je najbolj žalostno je pa to, da operaterji so ravno kar morali tule blizu mene obnavljati neko državno cesto in so morali dejansko vso kablovje prestaviti. In namesto da bi nadgradili omrežje, so nazaj baker položili. Tako da, če podarjamo nagrade za, ne bom imenoval kaj leta, potem bi jaz imenoval Telekom. Ne, v bistvu je, tle se vsem kaže, recimo pač večja mesta so malo bolj pokrita, čeprav ne vem tudi, kako je z optiko v Ljubljani nasploh. Tle moram reči, za Bežigrad, da imamo kar srečo s tem. Ne? Jaz vam vsem privoščim, ki ste na hitrih povezavah in obenem zagotavljam, da to je danes res nujno. Pri nas doma en šolar nadaljavo, 2 delava nadaljavo non-stop in to 15:1, to ne gre skozi. No in potem vedno misliš, da je rešitev LTE omrežje, ne? Pozabite, zato ker zdaj so vsi doma in zdaj imajo vsi telefone in zdaj vsi downloadajo in te hitrosti so mizerne in zelo, zelo nihajo, za konferenčne klice so neuporabne in potem ne ostane nič več, tako da nažalost, na tem sem jaz. To je zdaj tisto, kar je mene najbolj motilo v letu 2020 na tehničnem področju. Mene osebno. Ne, mislim, da so to, se mi zdi, kar nasploh, ne. Se si slišal s tem, ko je popadal vse narne so dol, za božični koncert je za Magnifiku zmanjkalo vse. Tudi to sem slišal, da ima 15 minut zamude. Ja. Ne samo to. To sem pa jaz izkusil tudi, ne. Ko smo na T2 omrežju in on je imel to čez T2, ne, da je v določenem momentu enostavno televizija sicer še delala, ampak enostavno zamiki, pač da ustavaš program, tista informacija o predvajanem programu ali karkoli tega, nič ni delal. Enostavno je bilo treba škatlo ugasniti in potem smo še sreča, da je internet še zmer delal, zaradi tega, ker smo potem s pridom izkoristili Netflix in pogledali nekaj. In je pol čez 2 ure pa spet začel delati. No, kot zanimivost, dan pred snemanjem tega podcasta je pa Nik Škrlec iz Štihove dvorane Cankarjevega doma pripravil en tak spletni dogodek, neko predstavo Pi, kakorkoli. In mu je vse odpovedal, ne hecam se, vse je odpovedal. Dropal moj frame je na YouTubeu, tako da je mogel resetirati enkrat vmes. Vse kamere so mu crknile, res vse je odpovedano in to tisto. Meni je bilo toliko žal, ker se je res toliko pripravil, res prav videl se, ful je bil pripravljen, vso opremo je naštudiral, potem mu je OBS zmrznil, internetna povezava ni delala, baterije so crknile, vse mu je šlo narobe, kar bi lahko šlo, ampak kljub temu je speljal dogodek kar do konca, za kar res kapo dal Niku Škrlecu. Ampak kar hočem reči je, povezava v internet ni toliko samoumevna, kot ljudje mislijo, ne? In eni operaterji so se zdaj precej izkazali, eni pa popolnoma nič, ker vem, da imajo na Telemachu ful probleme. T2, ne vem, nisem slišal, na A1 so imeli ful probleme ponekod. Telekom se je na tem področju kar izkazal, ker je večinoma kar delal, no, ampak da bi pa nadgradilo mreže, to pa tja pa še nismo prišli. Ja, to je tako, ne. Večinoma, ne, smo uporabniki tisti, ki dol vlečemo, ne. In ti še nekako gre, ne? Ali pa malo počasneje, pa še zmer je čisto v redu. Takoj, ko zadevo obrnaš v drugo smer, pa ta manjko povezave, ti manjko hitrosti občutiš tako potencirano. Potem je pa še druga stvar, kaj se na tem področju tiče. Letos se je pa začel ful kazati, da ljudje niso imeli doma urejenih domačih omrežij, zato ker če ni toliko prometa, gre marsikaj skozi, ko se pa ta promet tako enormno tudi znotraj hiše ali pa znotraj stanovanja poveča, kot se je letos, je začela pa oprema odpovedovati. In jaz sem pomagal ne vem koliko ljudem in prvo, kar jaz sem vsem pometal stran tiste Wi-Fi extenderje. To je največja katastrofa, kar jo lahko vnesete v svoj dom, če ne veste, kaj ste kupili. In vse tiste reklame, ja samo klopiš pa dela, pozabite, ne. Ti zdela čisto lepo, dokaj ti nekaj dol vlečeš, pa tako naprej, takoj, ko imaš neko konferenco, so pa ti zamiki taki, da nima smisla. S toliko velikim številom sočasnih naprav so spet druge težave, ker ti poceni routerji odpovejo, ker ne morejo toliko povezav naenkrat.
voziti in tako naprej in tako naprej. To pa moram reči, da sem doma letos res uredil. Prešel sem na Ubiquiti opremo, Ubiquiti, Unifi, družino izdelkov in moram reči, da sem ful zadovoljen, ampak to pa ni glih poceni športno. Ena dostopna točka stane 100 €, morate imeti pa za kako hišo vsaj 2 ali pa raje 3. No. Pa moraš imeti pa še kontroler, da te dostopne točke zna nastaviti in tako naprej. Tako da ni ravno poceni, ampak dela pa košus, tako rekel. Ja, vse to smo rekli, da treba enkrat kaj več o tem, ne? Ampak zato, ne, v robi te mogo jaz malo prisiliti, da še malo kamero klopo enkrat. Škaj pokazal. Ja, to bi pa moral, ja. Ker to pa ni več tako sam malo govor pa malo opisovati, ne, ampak je treba tudi kakšno stvar pokazati. Ne. Tako da enkrat bi pa res lahko kaj takšnega se šla. Ne. Ja, ampak če jaz izklopim kak access point, ki je po hiši, pa da kdo doma, bojo linčali v živo, tako da. Lej, res je, sej to je tako, ne, da ko jaz niti včasih ne opazim, da kaj dol pade, ne, ampak recimo dan zjutraj je že bilo tako. Sploh nisem opazil, da internet ne dela, ampak 7:15 dobim klic od spodaj, sin kliče, da mu piše, da internet ne dela. Ne. No, zdaj pa hiter administrator reši zadevo. Ne. Zato smo dobro. Ja, zato smo v redu, ne. Tako da je pa. Ampak potem pa veš, kaj se je zgodilo. Ne. Jaz seveda najprej rečeš, ok, bom router ugasnil, pa pržgal nazaj, bom mogoče pa delal. Ne. To je prvi vzgib, ki ga še zmer imaš, v bistvu tisti magični gumb, v bistvu še z Windowsa. Vidiš, da še zmer ne dela. Ne. Kaj drugega več nimaš za narediti, kot da pokličeš operaterja. Ne. Kličem, dobim povezavo, še enkrat za čudo, ne. Ni bilo treba nobene muzike poslušati, zato je bilo še to zgodaj, da še ni klical. Ne. In jaz se pogovarjava z enim gospodom tam, zelo prijazen. V tistem momentu, ko sem rekel, ja, internet ne dela, glej ga zlomka na računalniku, zraven se pokaže, pa so bile vse črtice gor. Ne. Prej bil pa klicaj. Sem rekel, to ne more biti res. No in ja, skratka, to se dogaja. Tako da včasih treba malo na podporo poklicati za to, da se stvari doma uredijo. No, da ti še jaz povem eno tako zgodbo našo iz prejšnjega tedna. Moram pohvaliti Telekom, da smo v vsej tej karanteni, sem samo 2-krat klical na podporo, ko kaj ni delano. In zadnje bilo prejšnji teden, tako Murphy, ko udari v redu. Jaz sem ravno otroke peljal v varstvo, ko je ženi pač njihov internet delati in ni vedela, kaj narediti, ne klicala na podporo. Ne. In na podpori, kaj se je rekel, ne. Ona reče, ja, gospod, jaz vidim, da vam vse dela, sem tu, imate Wi-Fi izklopljen, ne. In ona lepo nazaj Wi-Fi vklopi, kar pomeni, da je zmešal vse access pointe pri nas doma, ne. Zato, ker imajo vsi isti SSID. In jaz sem že po poti dobil obvestilo na mail, da je pač nek piratski access point v omrežju, itd., v glavnem dela še vedno ni nič. No, na kar se je izkazalo, da je v našem domačem omrežju bilo preveč naprav in DHCP ni več dodeljeval številk. Si lahko predstavljaš? Koliko jih pa imate vi, pol to? Teh Preveč. naprav mislim. Mislim, koliko jih bo omejitev sploh, a veš? Kaj 255 omejitev? Omejitev na Telekomovem Fritzboxu je drugače 100, čeprav sem jaz povečal to na 150, že prej, ne. In je IP-ov zmanjkaj. No, ampak ni bilo toliko naprav, ni bilo. Mi imamo samo okoli 70 naprav priklopljenih gor. Prosim, daj še enkrat mi povej, če sem prav slišal 70. Ne sprašuj. No, To pa res rad nam vprašam. Što si o tem, da je ni brisal poteklih listov, ne? Aha. In zato jih je zmanjkalo. Ne vem, očitno bo ta naš router počas šel, ampak na podpori niti toliko ni bila, da bi vprašala, koliko imamo mi narejeno, ampak ona je pogledala Wi-Fi, pa rekla, se je zdaj pa začel delati. Ne. Nič ni pogledala, pa je to njihov router. Tako da zdaj že iščem nov router, ker ne bom se več zanašal na njihovega. Ampak ja, no, take fore imamo. No, skratka, tudi to se da doživeti, da zmanjka naslovov doma. Ja, to smo včasih na faksu skozi. To je itak, ja. Skozi doživljali, zdaj k sreči ne več.
Ja, no kaj pa na BIM področju, kaj se pa na BIM področju, kaj je dogaja letos? Glih prej so se pogovarjali, pa sem rekel, mogoče pa zdaj bim že tako dober upeljan, da je pač to neka privzeta odločitev, ko začneš nov projekt, da tako pač ni več debate, ali postaram ali pa ne postaram. Se mi zdi, da je to res nekaj relativno običajnega postalo v 2020, ne, če že ne prej. Saj mi dva imamo tako občutek, tako da boste pa upam lahko poslušalci povedali, če je to res. A je to res v bistvu za velike projekte, za male projekte. Me prav zanima, no, v bistvu, kakšno je neko splošno mnenje okoli tega. Ne vem, najprej letos je bilo tako, da se je zdelo, da se je marca vse ustavilo, čeprav projekti so seveda tekli naprej. Tako kot slišiva midva od ljudi, s katerimi sodelujeva, je to pač stalnica, ne? Vsaj na večjih projektih. Res je, da zdaj se nihče več ne ukvarja s tem, kaj BIM je, pa kaj ne, je to proces, je to model ali nekaj, zdaj pač BIM je, ne. Zdaj smo prišli bolj v tisto obdobje digitalnih dvojčkov, kar spet noben ne ve, kakšna je razlika med BIM-om pa digitalnim dvojčkom. Malo poenostavljamo, ampak okej. Tako da, ja, tako se mi zdi neko tako mlačno leto, tako kot za vse ostalo. Pogrešam pa, moram reči, da sem se prav včeraj spomnil, no. Koliko malo je govora o, recimo tudi o drugem tiru, pa o vseh, recimo, tretje razvojne osi in podobnih projektih, ki so že v teku ali pa se pripravljajo, ali pa so že skoraj začeti, odkar je, recimo, ne vem, ta drugi val, tam od začetka septembra naprej, v bistvu enostavno v novicah sploh ni nič tega zaslediti. Tako da jaz upam, da vse dobro teče, čeprav včasih na vse kaj slišne, kako kaj ni dobro narejen, ampak me malo skrbi že na koncu, no. Kaj se dogaja? Ja, zelo malo informacij, no? Čeprav ljudje, ki sodelujejo predvsem pri drugem tiru, pa tudi pri tej razvojni osi, so v bistvu kar garancija, da bo to projekti narejeni tako, vsaj približno tako, kot bi naj bili. No? Drugo pa je v bistvu, kako bo to, ne vem, kriza, ki prihaja ali pa je že tukaj, ne? Pa je zdaj le trenutno ne čutimo, mislim, gospodarska, ne? Kako bo ta vplivala na razvoj gradbeništva v naslednjih letih? Ja, se bojim, da bo kar malo zastalo vse skupaj. No. Ker tole vse, kar se zdaj dogaja, bo treba z nečim plačati in ponovati je gradbeništvo vedno z zamikom to na svojo pleča prevzeli, tako da... Ja, še posebej tele, recimo, mogoče projekti, ki se še ne izvajajo ali pa so v pripravi. Mislim, mene je začudilo, no? Res sem bil presenečen, ko je bilo, ne vem, kaj pa zdaj, 14 dni, 3 tedne nazaj, ko je bilo govor o tem, kako bo pa železniška postaja v Ljubljani, pa avtobusna postaja, pa vse tiste Emonika ali karkoli že, kako se bo zdaj to začelo delati in ne vem kaj. Sem kar malo debel pogledal doma. Neko tole pa zelo težko verjamem, ne. Še v času, ko takšne krize ni bilo, pa se ni dal niti slutiti, da bo prišla, se ni kaj prav dosti premikalo, zdaj pa kar naenkrat bo pa to se zgodilo. Ja, čeprav sem pa zadnjič tudi, mislim, da na LinkedInu nekje videl objavo, kjer je bila ena fotografija iz ljubljanskega nebotičnika na 2 strani in so bili označeni novi projekti, ki se tam izvajajo, ne. Od Šumija, pa Kolizej tudi, mislim, da pa ne vem, ogromno teh projektov polovljanih, da sem si kar tako malo rekel, okej, ne. Ja, ampak te so bili vsi začeti prej, ne. Ja, Šumi bo glih kar konc, ne, skoraj, no. Ja, ampak to je bilo že velika večina prodanga, ne. Tako da se načrtuje neki novi projekti, poleg pač druga tira, poleg tretje razvojne vsi, poleg karavan, ko se tudi še ni dobro začelo. Tako da, ne vem. Jaz upam, da imamo kak razlog za optimizem, ampak pač, če bo kriza spet to globoko zarezala, kot je pred, kaj zdaj, 10 leti, ne, bo kar malo hudo, no. Kaj pa to za BIM pomenilo, pa ne vem. Jaz mislim, da poti nazaj ni, ne. Je, kar je, tako da... Se pa še nekaj se mi zdi pokazalo letos, no, in to je, da nihče več ne govori ali Open BIM ja ali ne. Vsi nekako se strinjamo, da je to edini pravi pristop, ampak kaj se pa kaže v praksi, je pa pač uporabi se tisto, kar dela. No, vse to sem hotel reči, ne. V bistvu mislim, da je bolj to razlog, zakaj se
ne govori več toliko OpenBeam, pa ni neke take diskusije, ampak se enostavno stvari zelo pragmatično pogleda in se reče, ok, tole bomo tako naredili, zaradi tega, ker je pač to možno danes narediti. In se ne bomo ukvarjali s tem, kaj dela in kaj ne dela in kaj je standardizirano in kaj ni. Ja, ampak je pa to v bistvu zelo slaba naložba za prihodnost, ker se nihče ne ukvarja s tem, kaj bo jutrna. Ja, to je pa, se mi zdi, tisto, kar je predvsem tisto morda, kar je zastalo, ne? Je recimo to, recimo na tej državnem nivoju v bistvu, kako se BIM dojema, kako se ga uporablja ali pa kako se to nekako spravlja v neke predpise in zakone in tako naprej. Ne? Se mi zdi, da na tem področju je velik manko nastal v zadnjem letu. Vsi tisti razni akcijski načrti, vsaj po informacijah, se kaj prodos ne premika. Ne? In jasno, najbrž ne pomaga, ne, da eno in z epidemijo in z, ne vem, relativno, bomo rekli, vladam, ki se ukvarjajo s vsem mogočim drugim stvarmi, ne pa morda z gradbeništvom še najmanj. Ne. Je pa tudi res, če je 20 pokazali to, da v bistvu industrija akcijskih načrtov sploh ne rabi. Pač, mislim, ni zastala zaradi tega, ker to ni bilo sprejeto. No. Ne, absolutno, no, vse prav. Da pač gradbeništvo kot tako in BIM čisto normalno najbrž deluje, ampak na dolgi rok bi pa najbrž rabili neko standardizacijo, neko, mislim, takšno, na državnem nivoju. Ne? Drugače bi pa jaz še eno osebno željo za 2021 dodal. Mislim, da se bo zdaj končevali razni projekti, ki so popolno narejeni v BIM, tipa IKEA in podobno. Ne? In bi bilo zelo pomembno za strokovno, pa mogoče tudi laično javnost. Mogoče se pa malo časa posvetili tudi refleksiji na to, kako so bili ti projekti izpeljani, pa kako vloga je pri tem. To bi bilo super. Če bi bilo to v kakšni strokovni literaturi, ali pa vsaj kakšna predstavitev. No? Ker recimo v teh projektih vemo zelo. Še primer je ta logistični Lidl, logistični center v Arji vasi, ki je bil tudi narejen v BIM-u in bi bilo super. Ne? Ja, res je. Mogoče bomo pa BIM pogovore kakšne naredili na to temo, ne? Če bomo našli primernega sogovornika. Ja, to bi bilo super. Je nič, ne? Kaj, želje so, ne? Za leto 2021. Bomo videli, kako se vse skupaj normalizira. Kaj smo se iz tega naučili, ne vem. Ampak BIM bo preživel najbolj tudi to zadevo, ne? Kako bo pri tem pomagal, pa vprašanje. To bomo pa videli. Tako da jaz bi samo vsem poslušalcem zaželel, ne bomo zdravo 2021, to vam bojo vsi, no. Čeprav vam tudi tega želimo. Ampak si sam želel, da bi se stvari vsaj približno postavile na svoje mesto. Takoj se ne bojo, ampak čim prej. No. Zdelali smo, naučili smo se nekaj, tako da mislim, da smo kar dobro prešli čez vse skupaj. In jaz verjamem, da bo leta 2021 lahko sam še boljš, ne? Saj glede tega. Se vidimo spet po novem letu. Naslišanje v naslednjem letu. Adijo. Adijo.